Številni gledalci, bučno navijanje, veliko zabave in nasploh izjemno vzdušje je napolnilo sobotni večer 17. avgusta 2013 na javnem mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah na finalu slovenskih jadranskih iger 2013. Na konjiškem bazenu si je zanimive igre kot športno-zabavni spektakel poletja ogledalo več kot 1000 gledalcev. Seveda tudi zato, da bi v finalu spodbujali domačo ekipo, ki se je še skupaj s 5 potegovala za mesto, ki bo zastopalo Slovenijo na velikem finalu jadranskih iger, ki bo 8. septembra v Biogradu na Moru. V kvalifikacijah v dopoldanskem času se je pomerilo 12 ekip, iz Maribora 2 ekipi, Šmarja pri Jelšah, Hoč, Slovenj Gradca, Ljubljane, Bleda, Šentjerneja, Novega mesta, Ptuja, Zreč in Frankolovega. Za pot na veliki finale v Biograd na Moru so se potegovali Maribor, Ptuj, Šentjernej, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah in domače Slovenske Konjice, ki so si kot organizator nastop v finalu zagotovile avtomatično. Sama ideja za jadranske igre izhaja iz tega, da že 15 let s turističnimi mesti delajo takšne projekte. Ideja je prišla iz ljudi, saj so začutili potrebo po tem, da bi se prebivalci različnih mest družili, tekmovali in se zabavali. Iz vsega tega in poleg zabave in druženja je največji poudarek na lokalnih vrednotah in zanimivih turističnih zgodbicah o vsakem kraju posebej. Igre, v katerih so se tekmovalci pomerili, so nosile naslednje naslove: leteči vaterpolo, morska alka, reševanje turistke, mošara, pršut in vlečenje vrvi. Če po teh 6 igrah še ne bi bilo zmagovalca, so imeli organizatorji pripravljeno še rezervno igro, dirko oslov, ki pa na bazenu v Slovenskih Konjicah ni bila potrebna. Čeprav tekmovanje ni ključno poslanstvo teh iger, pa seveda ni nepomembno, zato so številni domačini in ostali navijači iz cele Slovenije, od ekip, ki so se prišle pomeriti v finale, bili priča trdim bojem 6 ekip. Domačini in Šmarje pri Jelšah so se od nasprotnikov odlepili že po prvih 2 igrah, proti koncu tekmovanja pa se jima je nevarno približal Maribor, a višje od 3. mesta jim ni uspelo. Zmagovalca finale je tako odločil neposreden spopad v vlečenju vrvi med Slovenskimi Konjicami in Šmarjem pri Jelšah, ki je prinesel skupno zmago domači ekipi in s tem pot na veliki finale v Biograd na Moru 8. septembra v večernih urah. Seveda bodo na velikem finalu prisotni številni navijači iz publike in tudi tam navijali za domačo ekipo, ki si je pošteno prigarala zmago. Po pričakovanju navdušenih domačih navijačev seveda veselja in čestitk ni bilo videti konca. Ekipo Konjice so predstavljali Stanko Kolar kot kapetan ekipe, Tjaša Kangler v vlogi namestnice kapetana ekipe in ekipa tekmovalcev in tekmovalk Aleš Ratej, Sara Kokotec, Rok Potočnik, Neža Pavlič, Darjan Brnik, Matej Šretl, v rezervi pa sta bila še Davorin Marguč in Tamara Čander. Kapetan ekipe Stanko Kolar je izjavil, da so ponosni, ker so na domačem kopališču izjemni publiki pokazali, kaj zmore ekipni duh in pravilni pristop pri izgradnji ekipe. Konjiško moštvo niso gradili na izjemnih, prepoznavnih in visokoletečih posameznikih, ampak na tekmovalcih, ki imajo veliko srce in nepopustljivo željo po uspehu. Želi si, da bi uspevali tudi v bodoče na takšnih in podobnih projektih združevati meščane in občane Slovenskih Konjic in okolice, v želji po uspehu in predstavitvi kraja in njegovih znamenitosti. Coin
čestitamo, mi bomo prebrali, da 6. mesto danes so dosegli Slovenjačani, torej dosegli so 10 točk, 5. mesto Ptujčani 27, enako število točk tudi še Črnomlje. In poslednja. Zdaj pa bi rabila malo tišino, tudi z glasbo, tudi s publiko. Rabila bi. Ja, še. Prvo bom klicala Tadeja Slatnika, če je z nami vlasnika licence jadranskih iger v Sloveniji, naj pride. Kje je? Tadej! Slatnik, pridi! Tukaj je. Pridite dol, hvala. In bom še vabila avtorja projekta Jadranskih igre, a to je Miroslav Krzik, tudi organizator jadranskih iger v Hrvaški. Pridite in zdaj bom rabila še nekaj od vas. Gre ovak. Naša ekipa, tukaj, konica, skupaj osvojila 50 točk, to so slovenske konice! 50 točk! You're the best! To pomeni, da slovenske konice grejo finale mednarodne finale! Da se malo darilo, pridite fantje, poglejte, tak je občutek res pomeni, da ta ekipa gre naprej v veliki mednarodni finale in glede na to, da boste bili danes z nami, verjamemo v vas, da boste dosegli tudi tam eno izmed zelo visokih mest, če ne ki bo prvo. Publika, zdaj pa je ogromni aplavz za vse nas, ker ste bili enkratni. Hvala. Hvala tudi sorodnikom Peteru in Iztoku. In pa Sanda tebi, hvala, si na vse tako prijetno zabavila. Veliko uro smo izkačili tam, kjer so imeli pač točen kontrolo.